Pozdravljeni in dobrodošli na webinarju, Frodex webinarju. Moje ime je Anja, prihajam iz NiceLabel, kjer skrbim za digital marketing. Hkrati pa sem tudi Google Regional Trainer v sklopu Google Partner Academy. Danes bom z vami govorila o zelo splošnem basic levelu Google analitike, torej spletne analitike in njenih elementov, ki nam lahko pri vsakem dnevnih izboljšavah našega posla pomagajo. Gre za zelo preproste koncepte, ki so na voljo v pregledu Google Analytics. Torej, o čem bomo govorili? Govorili bomo o številu obiskovalcev na spletni strani, število ogledanih podstrani, virih obiska, tehnoloških značilnosti uporabnika in stopnji odboja. Na kratko se bomo dotaknili tudi ciljev spletnih strani, ki so ključna zadeva, ki bi jih morali seveda postaviti, preden se začne kakršnakoli analiza in spremljanje podatkov iz Google Analytics orodja. Torej, kakor sem omenila, vse metrike, elementi in razsežnosti, ki jih bomo danes pogledali, bodo temeljile iz programa Google Analytics. Gre za brezplačno orodje, ki omogoča spremljanje obiska statistik spletnega mesta. Seveda je na voljo tudi dosti drugih orodij, je pa Google Analytics en najbolj razširjenih. Če kar začnemo s prvo metriko, število obiskovalcev na strani, če se obrnemo recimo na primer fizičnih trgovin, lahko zelo hitro dobimo občutek, kakšna je obiskanost naše trgovine. Že če samo vprašamo trgovca ali pa vodja prodajalne, nam bo znal hitro povedati približno število obiskovalcev, ki se na dan obrne na našo prodajalno. V primeru spletne analitike smo, oziroma spletne strani smo za ta podatek zelo slepi, vkolikor nimamo nastavljenega Google Analytics računa. Sami začetki spletne analitike segajo recimo v primer samega spremljanja števila uporabnikov s pomočjo counterja vizitarjev. Gre za prve primere spletne analitike, kasneje pa se je seveda razvila širša analitika, ki omogoča veliko več vpogledov, veliko več statistik, informacij o samem obisku naših spletnih strani, obiskovalcev, ki jih obiskujejo, o samih spletnih straneh, ki so najbolj obiskane in podobno. Tole je en osnovni pregled Google Analytics, kjer imamo vidne glavne sestavine Google spletne analitike, torej čisto osnovno, koliko obiskovalcev obišče našo spletno stran. Za ta podatek imamo na voljo dve metriki, in sicer seje ter uporabnike. Pri tem so seje ne unikatni uporabniki, torej gre lahko v številki za podvojen obisk enega uporabnika, mogoče tudi večkratni obisk, medtem ko so uporabniki šteti unikatni uporabniki spletne strani. Kaj v bistvu nam sam ta podatek pomaga oziroma pove? Neko širšo sliko o tem, koliko je naša spletna stran zanimiva, kakšne informacije podajamo, ali so zanimive za uporabnike ali privlačijo večjo množico ljudi. Kakor smo videli na grafu predhodno, lahko vidimo tudi samo časovno razporeditev obiskov, ali se kaže kakršnakoli sezonskost, ali v primeru, kot je bilo na grafu, vidimo, da med vikendom obiskovalcev pade, kar pomeni, da mogoče nakazuje na nek business to business segment, ki je seveda bolj obiskan med delovnim tednom. Hkrati lahko zelo hitro vidimo tudi sam obisk glede na naše marketinške aktivnosti. Težko je dobiti občutek, ali smo uspešni z oglaševanjem na billboardih, na televiziji in podobno. Vkolikor imamo spletno stran in pozivamo v teh oglaševanjih na prihod na spletno stran, lahko že s samim pregledom osnovnih
prihodov, obiskov naše spletne strani, dobimo občutek, ali se je v tem obdobju našega oglaševanja povečalo število obiskovalcev. Torej, kaj nam v bistvu omogoča število obiskovalcev, je predvsem oceno potenciala našega spletnega mesta. Takšna zadeva pride predvsem prav medijem, ki svoje obiskovalce oziroma svoje število, potencial z njim trgujejo za zakup prostora pri drugih podjetjih, torej vkolikor imajo veliko obiskovalcev, seveda lahko tudi od tega pričakujemo, da bo naše oglaševanje prineslo večji doseg na strani. Hkrati pa nam omogoča, da lahko ocenimo, kakšen je potencial, da pridobimo nove kontakte, da v primeru postavitve spletne trgovine začnemo prodajati naše izdelke. Torej, vkolikor imamo večjo bazo uporabnikov, ki se vračajo na našo stran, lahko sklepamo z nekimi procenti, ki so povprečje oziroma znane zadeve, kakšen procent teh bi lahko upravilo nakup, bi pustilo nam kontakt oziroma neko nam vredno akcijo. Druga zadeva so število ogledov strani. Torej, ko se uporabniki pridejo na našo stran, se seveda premikajo po spletni strani in iščejo njim zanimive, relevantne stvari. Podatek o številu ogledov strani nam pove, katere vsebine na naši strani so v bistvu zanimive, najbolj popularne oziroma so tiste, na katere bomo polagali več pozornosti in mogoče razvijali tudi naše produkte v tej smeri. Spet v trgovini je zelo enostavno to manipulirati z nekimi izpostavitvami na policah, spremljati, izpostavljati akcije in podobno. Pri sami spletni analitiki pa seveda lahko to spremljamo preko Google Analytics. To je en izsek poročila, kjer imamo v prvem stolpcu ime strani, torej njen URL, in potem seveda ogledov strani in edinstveni ogledov strani, kar nam pove v bistvu, koliko uporabnikov unikatnih si je ogledalo takšno stran. Običajno je, da naš homepage, torej prva stran, dosega največje število ogledov, ker je največkrat tudi to prvi zadetek med samimi iskalnimi izrazi na iskalnikih za naše znamčne ključne besede. Potem pa je seveda zelo zanimivo gledati, kaj so tiste spletne strani, ki uporabnike na naši spletni strani zanimajo. Kaj v bistvu lahko s temi podatki pridobimo? Izvemo, na katerih straneh se seveda zadržujejo, kaj so zanimive vsebine in mogoče tudi katere vsebine, v katere vlagamo veliko dela, so morda najpotrebneje ali pa jih mogoče nismo dovolj izpostavili, niso na dovolj vidnem mestu na spletni strani, se ne ukvarjamo dovolj z marketinško promocijo teh vsebin in distribucijo. Samo poročilo oziroma analiza števila ogledov strani nam pomaga, da načrtujemo nove vsebine. Zato je predvsem v pomoč tistim, ki pišejo blog, da vedo, katere tematike uporabnike bolj zanimajo in katere manj, da nekako usmerjamo tok uporabnikov proti tistim vsebinam, ki so za nas pomembne in za katere želimo, da jih spoznajo. In pa seveda, da se tudi optimizira sama navigacija spletnih strani, da je bolj enostavno priti do informacij, ki jih želimo distribuirati. Tretji pomemben vidik spletne analitike oziroma podatki, ki jih lahko iz nje dobimo, so viri obiska spletne strani. Torej, v bistvu, izkot prihajajo uporabniki, ki se pojavijo na naši spletni strani. Takšnih virov je seveda veliko več, kot jih prikazuje tale slika, ampak v osnovi je večina obiska iz nekega organskega iskanja, torej gre za promet iz iskalnikov, kot sta Google, Yahoo, Bing. Potem gre za neko spletno oglaševanje iz banerjev, tudi AdWords oglaševanja, torej zakup ključnih besed na iskalniku, družbenih omrežij, kot so Facebook, Twitter, YouTube, nekih PR vsebin, ki jih objavljamo na drugih spletnih medijah, partnerske spletne strani, ki nam pač promovirajo naše izdelke, in pa recimo direktni obisk, ki pomeni v bistvu direktni vnos URL-ja v sam brskalnik.
Kako v bistvu vsi ti podatki se zajamejo v Google Analytics, je prikazano v poročilu na sliki. Največ, če pogledamo prav ta primer, največ uporabnikov pride direktno z vnosom URL-ja na našo stran. Takšnih je 48%. Večina med njimi je tudi vezanih na iskalnike, torej na Google organsko iskanje preko iskalnika google.si, google.com in podobno. Kot vidimo, 5% in nekaj več jih prihaja tudi preko oglaševanja s pomočjo Google AdWords. Ostali manjši deleži pa so vezani na neke napotitelje, torej spletne medije, ki napotujejo uporabnike na našo stran. Torej, informacije o tem, odkot pridejo, nam pomagajo predvsem pri tem, da se osredotočimo na tiste vire, ki nam prinašajo največ nekega kakovostnega obiska. V primeru, da imamo spletno trgovino, je ta analiza ključna, predvsem v primeru samega oglaševanja. Torej, da vemo, da vlagamo denar v tiste kanale, ki nam prinašajo največ same prodaje oziroma neke odzivnosti na našem spletnem mestu. Samo pospeševanje kakovostnega obiska je mišljeno v smislu, da pogledamo poleg vira naših obiskovalcev tudi, kaj iz tega vira dejansko dobimo. Ali so to obiskovalci, ki hitro zapustijo stran, ali se dlje zadržijo na strani in podobno. Veliko pomoč nam je tudi, da si pogledamo, kakšen je odziv na maila, ki smo ga ravnokar poslali. Enostavno lahko navigiramo v Google Analytics do virov prometa in potem vidimo, kakšen je bil dejansko click-through rate, torej poslan mail, koliko ljudi je dejansko iz tega maila kliknilo na našo spletno stran in si ogledalo več informacij. Četrta stvar, ki jo lahko dobimo oziroma nam lahko v veliki meri koristi in jo najdemo v Google Analyticsu, so tehnične značilnosti naših obiskovalcev. Pri tem seveda imamo v mislih predvsem, preko katerih naprav dostopajo do našega spletnega mesta. Na voljo imamo pregled, koliko je takšnih uporabnikov, ki pridejo na našo spletno stran preko namiznih računalnikov, koliko je tistih, ki pridejo preko telefonov in koliko je tistih, ki pridejo preko tablic. Poleg tega imamo na voljo njihove ločljivosti zaslona, ali so to večji zasloni, manjši zasloni. Podatek nam seveda koristi predvsem pri optimizaciji spletne strani, prilagajanju velikosti nekih vizualov in podobno. Poleg tega imamo na voljo potem še podatek o operacijskih sistemih in bolj natančno tudi, katere mobilne naprave uporabljajo. Torej, tehnične značilnosti naprav nam koristijo predvsem pri tem, da si lahko prilagodimo spletne strani glede na zmogljivost njihovih naprav, da v primeru, da imamo obiskovalce, ki imajo manj zmogljive računalnike z nižjimi resolucijami, prilagodimo naše vizuale, flashe in podobno. V primeru, da imamo veliko obiskovalcev iz mobilnih naprav, da prilagodimo enostavnost navigiranja, da zmanjšamo nekatere vsebine, da so krajše in da ni potrebno toliko branja in podobno. Pomaga nam tudi pri segmentiranju vseh obiskovalcev za samo boljšo in bolj učinkovito analizo spletne strani. Naprimer, bounce rate oziroma stopnja odboja, o katerem bomo govorili v naslednjem koraku, je zelo različna glede na to, ali je obiskovalec prišel na našo stran preko tabličnega računalnika, preko telefona ali preko računalnika na mizi. Torej, stopnja odboja, ki sem jo ravnokar omenila, kaj je v bistvu stopnja obiskov ene strani oziroma stopnja odboja v angleščini pomeni tudi bounce rate, je v bistvu metrika, v kateri se sami spletni analitiki najbolj vrtijo oziroma zelo radi o njej debatirajo. Gre za delež tistih uporabnikov, ki so prišli na stran, si ogledali le eno stran in niso nadaljevali s kakršnimi koli aktivnostmi na spletnem mestu. Torej, sama uporaba spletnega mesta ni bila nadaljevana,
lahko sklepamo, da je bila nezanimiva. Ampak gre v tem primeru velikokrat za mogoče napačen način razmišljanja. Namreč visok bounce rate, visoka stopnja odboja ne pomeni nujno slabe spletne strani nerelevantnih vsebin. Recimo, če pogledamo na tem izrezku, imamo primer v 8. točki, kjer lahko vidimo spletno stran podjetja, kjer razpisujejo svoje prosta delovna mesta. Mislim, da je povsem normalno, da uporabnik, ki išče delovno mesto, ne bo na spletnem mestu potem še raziskoval o produktih, delal kakršnekoli ogleda videov ali celo upravil kakšen nakup. Jasno je, da ima takšna spletna stran visok bounce rate, ker imamo na eni spletni strani strnjene vse informacije, ki uporabnika zanimajo. Zato v tem trenutku lahko zapusti mesto in je zadovoljen s svojo izkušnjo. Torej, kar želim povedati, je v bistvu to, da visok bounce rate ni nujno slabo, veliko bolje je potrebno pri tem se poglobiti v podatke, malo bolj pogledati v poročilih Google Analytics, kaj so tiste stvari, ki dejansko vplivajo na bounce rate. Možno je pogledati samo stopnjo odboja tudi po virih obiska, o katerih smo prej govorili. Tako lahko recimo v primeru tele slike vidimo, da je Facebook na 6. mestu z zelo visokim bounce rateom, kar pa je v bistvu mogoče primer rdečega alarma. Torej, moramo pregledati naše aktivnosti, kaj delamo na Facebooku, ali gre za oglaševanje ali le za social management, kaj v bistvu so tiste aktivnosti, ki uporabnike sicer prepričajo, da obiščejo našo stran, vendar na naši strani ne najdejo primernih vsebin za sebe, da bi se dlje zadržali, da bi bolj poglobljeno poiskali vsebine, ki jih ponuja. Torej, kot sem že omenila, stopnja obiska ene strani nakazuje na neko kakovost in relevantnost vsebine. Pri tem moramo biti pozorni, da preučimo, kakšna je ta spletna stran, na kateri opazujemo stopnjo obiska ene strani, ali mogoče je prav, da ima visok bounce rate. Recimo v primeru samih blog zapisov, ko objavimo blog zapis, je pričakovano, da bo uporabnik prišel na našo stran, prebral zapis in zaprl okno, ker je to, kar mu želimo povedati. V primeru recimo prav tako kakšnih preprostih landing page-ov, kjer imamo formo, vendar nimamo po oddaji te forme nobenega zahvalne strani, bo prav tako bounce rate precej visok, naša spletna stran pa bo vseeno zelo relevantna in uspešna za uporabnika. Bounce rate je zelo pomembna metrika pri optimiziranju oglaševanja, torej v bistvu kako si pomagamo pri sami optimizaciji oglaševanja. Torej, če ima neko naše oglaševanje zelo visok bounce rate, je to sigurno znak, da je naše ciljanje, naše targetiranje uporabnikov neustrezno v tem trenutku in je smiselno to optimizirati in spremeniti. Drugače pa nam bounce rate pomaga tudi pri načrtovanju in izboljševanju vsebin, torej vkolikor vidimo, da ima spletna stran, za katero želimo, da ima nižji bounce rate, zelo visokega, vemo, da moramo na njej nekaj spremeniti, mogoče skrajšati tekst, pokazati več vsebin oziroma jih uporabnike napotiti na druge vsebine, ki so povezane s to vsebino. Prav tako pomaga pri SEO optimizaciji strani in pa pri ustvarjanju nekih povezav, usmerjanju toka obiskovalcev za navigacijo. Ok, to so bile zdaj metrike. Zadnja, ampak najbolj pomembna stvar, katero se bom na kratko dotaknila, predlagam pa, da se zato vsekakor še enkrat slišimo, so cilji spletne strani. Vsaka spletna stran seveda mora imeti cilj, vedeti moramo, kaj v bistvu želimo doseči z spletno stranjo. Preden se postavlja spletna stran, oziroma če je že postavljena, pa smo v reorganizaciji, začenjamo uporabljati spletno analitiko, si moramo zadati 4 glavna vprašanja. Prvi je vsekakor, kaj so naši poslovni cilji in kako s temi poslovnimi cilji povezujemo našo spletno stran. Kaj želimo doseči s spletno stranjo, oziroma kaj pričakujemo od uporabnika, da na spletni strani naredi. Na koncu pa seveda, kako lahko to vrednotimo. Google Analytics nam omogoča, da zelo enostavno implementiramo metrike,
ki nam potem v poročilih jasno kažejo, koliko takšnih ciljev je bilo doseženih, kakšna je vrednost ciljev, kakšno je razmerje med ciljnimi konverzijami in podobno. Samo tako za nek začetek razmišljanja o ciljih vaše spletne strani sem tule dodala še nekaj primerov. Sama spletna stran lahko ima cilj zgolj obveščanje uporabnikov, torej ogled določene strani. Recimo ogled podstrani s kontakti, poziv k tem, da vas pokličejo v klicni center ali podobno. Lahko ima cilj, da se prenaša testna verzija softvera, torej v bistvu gre tudi v tem primeru za zbiranje kontaktov, torej naša spletna stran ima cilj lead generationa. Potem imamo mogoče lahko cilj sam ogled videa oziroma širjenje naših družbenih omrežij, pospeševanje grajenja neke skupnosti okoli naše znamke in pa seveda zelo konkreten cilj spletna prodaja, vkolikor imamo na voljo spletno trgovino. Takšnih ciljev je lahko veliko, to so le neki začetki razmišljanja, najbolj pogosti cilji spletnih strani, vsak pa mora preden začne karkoli delati pri spletni strani, si zastaviti tiste spletne cilje, ki so povezani s poslovnimi cilji podjetja. V bistvu cilj moje prezentacije danes je bilo predvsem to, da če imamo na strani Google Analytics ali kakršnokoli drugo analitično orodje, je to zagotovo dobra priložnost, da uporabimo podatke in da naredimo odločanje na podlagi dejanskih rezultatov. Kakršnekoli odločanje na podlagi domnev oziroma nekih predvidevanj so slabše kot to, da lahko v Google Analyticsu oziroma drugih spletnih orodjih dobimo dejanske podatke, ki nam bodo pomagali k boljšemu odločanju in optimizaciji našega poslovanja. Tako da 20 minut je žal že mimo. Če so še kakršnakoli vprašanja, se lahko na mene obrnete preko maila ali pa v komentarjih tukaj na webinarju. Sicer pa seveda kakršnakoli komentarji in predlogi dobrodošli na moj e-mail anja.molan@nicelabel.com. Da vidimo, če so kakšni vprašanja. Imam tule dva vprašanja in sicer, gospa Jana, ja, kliki na mailu ne sodijo v direkt skupino. Kliki na mail se za boljšo spremljanje samega odziva vašega mailinga predlagam, da se začne uporabljati sledenje. Temu se reče UTM sledenje, kar nam omogoča, da v pregledu samih virov obiskov dejansko imamo ime newsletter, lahko tudi septembrski newsletter, torej zelo natančno lahko opredelimo, iz katerega maila so prišli obiskovalci na stran. Vkolikor vas bo mogoče zanimalo več o tem, se lahko pogovoriva o tem tudi po webinarju, vsekakor pa ne sodi mail v direktno skupino virov prometa. CTR za mailing pa bo statistika, ki jo boste našli predvsem v svojem mailing klientu, torej v tistem, kjer lahko pošiljate svoje maile. Če je še kakšno vprašanje, tako še enkrat ponovim, sem na voljo na mailu, sicer pa hvala za vašo pozornost, pa lep dan.